Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bom skušal kar tole konkretno odgovoriti, kateri so konkretne aktivnosti mene kot kandidata za župana Trbovelj. Kot prvo naj povem, da sem že ustno obvestil v soboto, ko je bila ministrica Darja Radič v Trbovljah, da poleg mojega programa, ki se res prvotno naslanja na gospodarsko rast, na nova delovna mesta, hkrati odpira problematiko, ki ni tako nedolžna, ki ste v ekokrogu pri obisku Boruta Pahorja tudi izpostavili. Jaz sem videl zdaj ustno, sem jo pozval, da naj se obravnava to poročilo med ministri, ki podpirajo mojo kandidaturo na vladi in naj se ta zadeva postavi na dnevni red, ker je to zelo pomembna zadeva za Zasavje, po moji oceni bistveno bolj pomembna kot pa morda sama gospodarska rast. Torej, obravnava na vladi tega dokumenta. Druga stvar, revizija postopka dodelitve dovoljenja za sosežig. Tretja stvar, zmanjševanje individualnih kurišč v dolini z tem, da se omogoči elektrarni, da svojo odpadno vodo namesto da ogreva Savo, ogreva radiatorje v naših 3 dolinah. Tukaj ne gre samo za Trbovlje, ampak tudi za Zagorje in Hrastnik. Omogočiti 24-urni nadzor nad kvaliteto zraka in vode. Večinoma mi govorimo o zraku, mislim pa, da je tukaj zadeva še malo bolj kompleksna. Res je, da je zrak zelo pereča tema, ker ga hitro zavohamo. Bojim pa se, da je stanje v naših vodah najmanj tako, če ne še bolj problematično. Predvsem pa bom kot župan svoj delovnik, lahko rečem med prvimi delovniki, če se mi bo tole zgodilo, posvetil temu, da bom z vodstvom Lafargea skušal doseči dogovor, da bi se uporabilo samo ogljično gorivo, ker menim, da ta njihova poslovna odločitev, ki jo vidim z vidika gospodarstvenika, predvsem v maksimiranju dobička, v dolini, ki je geografsko zelo omejena, žal ne pride v poštev. Zdaj, upam, da sem bil dovolj konkreten, bi pa za konec dodal še, kar se tiče zdravja. Absolutno vsi ti odstopki od nekega povprečja kažejo na nek problem. V veliki meri verjamem in mislim, da se bo tudi dokazalo, da je to zaradi slabe kvalitete zraka in onesnaževanja okolja. Ampak bojim se, da je poleg tega tudi nadpovprečno depresivna dolina brez perspektive, ki v veliki meri so vpliva na to, da danes ljudje umirajo, ker težko je imeti upanje, če ga ni, oziroma težko je zdravo živeti, če nimaš upanja za življenje. Najlepša hvala.